Eno od vodil trajnostnega urejanja vrtov je tudi prilagoditev lokalnim podnebnim razmeram. Ljubitelji namreč na okrasne vrtove pogosto sadijo rastline, ki ne ustrezajo tamkajšnjim razmeram, zato kmalu propadajo. Vrt gospe Jožice Maslo pa je pravi vrt na pravem mestu. Hiša družine Hočevar Maslo nad Koprskim zalivom ima čudovit razgled. Hkrati pa je skorajda ves dan izpostavljena sončnim žarkom. Že nekaj časa sem razmišljala, da bi spremenila svoj vrt, ki je bil obstoječ. In glede na to, kje živimo, da smo ob morju, da smo del Mediterana, da smo del tudi Istre, sem razmišljala bolj o vrtu, ki bi bil zelo prilagojen na podnebje, ki ga imamo. Zato je bila ta odločitev, sprejeta skupaj z gospodom Borutom Benedejčičem, ki mi je pač naredil osnovo, zasnovo, skupaj sva pregledala to in potem smo šli skupaj v izvedbo. V tej hiši smo že 28 let in na začetku je bila okoli trava in nekaj dreves posajenih. Tako da trava je bila zaradi tega, ker smo imeli pri hiši tudi živali, muce in pse in otroke majhne, tako da je bilo takrat to za nas zelo primerno in tudi zelo funkcionalno in zelo uporabno. Otroci so seveda zrasli in odšli vsak po svoje. Živali nimamo več, ker so pač dosegle svojo starost in so odšle v pasja nebesa. Poznala sem travo in nekaj dreves in živo mejo, ki jo je bilo potrebno obrezovati. Tako da ta ideja v bistvu je res prišla z gospodom Benedejčičem in njegovim Pepinim vrtom, ki me je zelo pritegel v svoji, bom rekla, skromnosti. Trava zahteva tudi ogromno vode, ogromno nege in vse to. Tako da sem razmišljala tudi o tem, da se je potrebno prilagoditi podnebnim spremembam. Tukaj namreč imamo veliko sonca in kot vidite danes veliko burje in vetra. Vse skupaj vpliva na zemljo tako, da jo zelo izsuši in postane seveda revna. Kljub oteženim razmeram za vrtnarjenje je gospa Jožica Maslo vendarle našla rešitev, da za družino pridela vsaj malo sveže zelenjave. Zdaj jaz si bohotnega zelenjavnega vrta ne morem zaradi časovne stiske ne morem privoščiti. Tako da sem si omislila 3 take grede, ograjene. V njih sem tudi zemljo zamenjala ravno zaradi težke obdelave te naše, bomo rekli, primarne grude, ki je zelo težka, zelo kompaktna in zahteva veliko ročnega dela. In ker je tukaj zelo malo prostora, seveda bi bilo to težko doseči, da bi bila obdelava taka primerna. Zato bom rekla bolj drobceno in rahlo zelenjavo, ki jo imam. Tako da tale zelenjavni vrt, ki sem si ga omislila, je pač nekaj takega, kar spada k vsaki hiši in nudi nekaj osnov, oziroma nekaj osnov za tisto kuhinjo, ki jo mi uživamo. Jožica Maslo in avtor osnovne zamisli ureditve tega vrta Borut Benedejčič sta se strinjala, da je vlogo zastirke najbolj primerno zaupati kar pesku. Vrtnarjenje in kmetovanje v tem delu Istre, kjer je zemlja težka in tudi bogata s kamninami, je bolj filozofija tega, da se kamenje pobira in meče na kup in dela razne zidove in tako naprej. Jaz sem ga pa razprostrla. Tako da ustvari čudovito mikroklimo za rastline, ki so potem rastejo in so na tem vrtu. Res je, da se poleti vsrkava kamen, toploto, vendar jo potem tudi nekaj časa še oddaja, tako da je to za rastline zelo blagodejno tudi v tistih dneh, ko je mogoče ozračje ni tako dobro segreto.
Voda je vir življenja in vrt je potrebno tudi napajati. Seveda mi ga ne napajamo iz tega vodnega vira, to je le okrasni vodni vir, vendar smo ga naredili tako, da se iz njega lahko napajajo tudi tiste drobne živalce, ki nas obiščejo, posebno v tistih dneh, ko je vrt cvetoč. Čebelice, čmrlji, metuljčki, priletijo od zelo daleč. In med tem časom, ko delajo, ko pridno delajo in nabirajo pelot, in oprašujejo, seveda se tudi utrudijo in se morajo krepčati za pot nazaj. Posebnost vrta gospe Maslo je tudi v tem, da na njem rastejo samo aromatične rastline. Vrt v bistvu je moja intima, čeprav je vsem na pogled. Tudi tisti, ki pride mimoidoči, sosedje, sprehajalci, naključni, ga lahko vidijo, vendar v bistvu je vrt moja intima. In zelo rada delam z rastlinami na vrtu. V bistvu mi tudi nudijo eno zatočišče, mi nudijo eno sprostitev, včasih mi tudi ponudijo kakšen odgovor, ki ga iščem in ga najdem mimogrede, medtem ko delam z rastlinami, jih obrezujem, jih počešem, jim odstranim odmrlo listje. Takrat, ko mi roke zelo lepo zadišijo po teh rastlinah, takrat se mi lahko tudi utrne kakšna misel oziroma nastanejo tudi pomirjujoči trenutki.